Zelo sem vesela, da sem danes dobila to priložnost, da pozdravim tole neobičajno žensko, ki ne pusti improvizacije, ampak jaz se bom dovolila. Skratka, Ksenija Benedetti in njena nova knjiga Kažipoti, ki si jo podnaslovila. Sonatina? Zdaj pa prav nalašč ne bom. Jaz sem čakala, da bi to izrekla ženska, ki srce nosi na dlani. Kakorkoli vsi jo boljše poznate, skoraj kot jaz, tako da bi nakratko samo 2-3 stavke. Lahko še enkrat ponovimo, da je bila 18 let šefinja Državnega protokola Republike Slovenije, edina šefinja protokola. Ste to važno? To ne veš. Res je, da nisem lahko, da ima še kakšna gospa ali pa gospod, ki je, da se ne vidi. Jaz mislim, da ima moj naslednik. Sandi? Ni ga še? Skratka, njen debi je bil obisk japonske princese Sayako, kraljica Elizabeta, Vladimir Putin, predsedovanje Svetu Evropske unije leta 2008, vrh Bush-Putin, vrh Evropske unije in ZDA, srečanje 16 predsednikov srednjeevropskih držav, Vladimirja Putina je gostila 3-krat, Georgea Busha 2-krat, se rokovala s papežem in japonskim cesarjem in zasadila seme za novi Falcon. Janeza Drnovška. Vsem je bilo zasajeno. Skratka, jaz ne bi šla več v detajle, ker komaj čakamo, kaj bo povedala o knjigi. Lahko pa samo rečem to, da Ksenija ima res dar, potem ko sem že 3-krat prebrala njeno knjigo, da v besedi tiste take drobne, pomembne stvari vsakdanjega življenja in iz njih naredi poezijo, sonatino, odnosov in kulture srca, zgodbo, ki ima pomen in sporočilo. Včasih je to uhan, ki pada na protokolarnem srečanju, višinske bolezni funkcionarjev, srečanje s klošarjem, ki jo gleda naravnost v oči, ko jo on psuje, z obrazom trpeče Marije. Ljudje, ki jih srečuje, se mi zdijo, potem, kar sem prebrala, kot njeni igralci, ki pomagajo povedati zgodbo. Če je ne upoštevajo, jih izključi, tako kot bo zdaj naredil. Zdaj pa na oder vabim. Ona si je izbrala posebnega moškega, ki bo prebral prav to zgodbo, ki sem jo omenila, namreč o klošarju s trpečim obrazom Device Marije in kdo drug bo to kot Boris Kavaca. Prosim. V Ljubljani pogosto srečujem klošarje. Vedno, ko vstopim v garažno hišo pod Kongresnim trgom, kjer počiva moj avto, ob vhodu srečam kakšnega in ko izstopim, prav tako. Navadno mirno stojijo, zrevijo kralji ulice v nesrečnih rokah. Kadar resnično nimam drobiža, mi je težko iti mimo. Imam slabo vest. Zato sem se navadila, da si že doma pripravim kovance. Včasih s klošarji spregovorim stavek ali dva, pozimi je še posebno hudo in ob praznikih. Njihovi pogledi rišejo tanke linije med nami. Ne bom se spuščala v besedne ognje, češ, zakaj pa ne gredo delat kot vsi drugi? Pa čeprav pometat ulice. Ali vsi so lenuhi, alkoholiki, narkomani, ali zagotovo s prosjačenjem zaslužijo več, kot vi delali na minimalcev, ne? Ne vem, kakšne poti so prehodili in s kakšnimi zmaji so se bojevali, a tako kot vseh predalih skupin je neskončno razlik, tudi med klošarji. Ampak nekje je meja. Pred kakim letom je na ulici prišel nasproti klošar, ki me je ustavil s trpečim obrazom Svete Marije in me prosil za nekaj drobiža. Karkoli, gospa, jedel nisem 3 dni, karkoli, gospa, je govoril, medtem ko sem brskala po torbici, v kateri itak nikoli ničesar ne najdem dovolj hitro. Končno najdem denarnico in v njej kovanec za evro in bankovec za 50. Dam mu kovanec, 1 evro, torej, in želim iti naprej. Klošar se postavi pred me
me zabodeno pogleda in reče, samo 1 evro? A nimate več? Ali kaj? Ne, žal, nimam več drobiža. Z obžalovanjem odvrnem. Imam samo 50-tak. A gremo v trgovino skupaj po sendvič? To mu ni bilo pogodu. Pa pista ti materna! Kaj mi bo 1 evro? Baba zmešana! Je zakričal. Od presenečenja sem obstala kot ukopana. Njegov obraz se je v hipu spremenil iz svete Marije v hudiča. Prasica, pet v kurac, zgriži enkrat, je zavpil. Hodil je naprej po ulici, psoval me je s slovarjem kletvic in dolgo sem gledala za njim. Ni se več ozrl. Čez 30 metrov je ustavil gospoda, ki mu je prišel nasproti in njegov obraz si je zopet nadel masko trpečega mučenika. Čez kakšen mesec ga spet srečam. Zgodba se ponovi. Gospa, 3 dni nisem jedel, mi lahko date kaj drobiža. Nisem me spomnil. Za trenutek sem razmišljala, ali naj sežem po denarnico, nato pa ga pogledala v oči in odgovorila, vam ne. In vam tudi povem, zakaj. Zadnjič sem vam dala 1 evro in ste me preklinjali, ker vam ni bilo dovolj. Ni želel poslušati. Odvihral je mimo in me spet obsoval. Pred tednom dni se na ulici zopet postavi pred me, vključi masko trpečega in prosi za denar. Nisem ga mogla na hitro zaobiti in sem mu zopet zelo mirno povedala tisti stavek. Maska trpečega je v trenutku ugasnila. Tokrat ni bilo dovolj, da bi me obsoval. Obraz je postavil nasproti mojega, da sem lahko začutila njegovo sapo in začel srdito kričati vame. Ubil te bom, jebem ti mater, ubil te bom! Glavo ti bom odrezal, prasica! Glavo ti bom odrezal! Dodal je venček krvavih kletvic in večkrat ponovil grožnjo. Nisem se umaknila, nisem povesila glave. Z nosovoma sva se skoraj dotaknila. Kapljice njegove sline so med vpitjem zletele na moja lica. Samo nepremično in tiho sem ga odločno gledala v oči in čakala, da bo padlo po meni. Ni padlo. Po slabi minuti umpitja so se okrog naju zbrali ljudje in ga mirili. Nato se je obrnil in odhitel proč. Je z vami vse v redu, gospa? Me vprašal neki fant. Je, hvala. Ni bilo v redu, še nekaj časa ne. Ni bilo vseeno. A danes ne bi naredila nič drugače. Mejo je močno prestopil. Razlogov ne poznam. A tudi če so morda tehtni, je moje sočutje do njega popolnoma otopelo. Da se razumemo, nikakor ne bi bilo treba, da bi se prilizoval ali kako drugače poniževal, res ne. Zlivati svoj bes na sočloveka, pa tudi ne. Kadar srečujem klošarje, me je pogosto sram. Sram, ker smo kot družba padli na vseh mogočnih preizkušnjah. Predvsem zaradi napuha, pohlepa, požrešnosti, zavisti, skoposti in bolnih napihnjenih egov. Možnosti za popravne izpite pa ni neskončno. Skromna pripomba, to je pa eno najbolj vznemirljivih branj kdajkoli na literarnih večerih, se oproščam. Čestitke za izbor igralca. Mislim, da smo skozi to branje spoznali še drugi obraz Ksenije Benedetti. Zelo rada bi bila priča temu dogodku. Tega fanta pa poznam in sem imela z njim podobno izkušnjo, da nisem stala in ga nepremično gledala. Ne? Če dovoliš, ta zgodba ima nadaljevanje. Ne? Namreč 2 meseca kasneje sva bila z Borisom v zvezi in sva pila kavo in sva videla tega istega fanta, tam na vogalu je pač prosil. Ne? In ljudje
mu niso dali nič. So šli mimo njega, na nikogar se ni drl, tako kot name. Ampak to je trajalo in trajalo, mi dva se tam sedela in sem ga gledala in sem rekla, Boris, jaz ne morem. In sem vzela 5 evrov, sem šla k njemu in sem mu dala 5 evrov, seveda se ni spomnil in se je zahvalil in sem sedela nazaj. To je epilog, ki se je zgodil potem, ko sem to napisala. Tako da ja, jaz bi prosila Roka, če lahko. Lahko jaz ga povabim. Lahko. Nekako si me povabila, sem zato, da sem neke vrste nadomestnika že pot. Tako da ja, še prej bi pa samo povedala, vsi tisti, ki ste že veliko prebrali v življenju, ste verjetno začutili, to ni kolumna, no? To je res kratka zgodba, to je literatura, ne? Zato čakamo, ne? In pa je knjige ne bodo šle še tako hitro iz mode, danes sem govorila z norveškim založnikom, ki po 50.000 knjig ne proda enega izvoda, recimo, in pravi, da za njega je knjiga nekaj, kar se bo šele začelo zares prodajati. Upam, da mu verjamemo. To je bila spodbuda za Roka Zavrtanika, direktorja in urednika založbe Sanje in pa je poglavarja sanskega plemena, kot so rekli njegove dekleta. Prosim, Rok. Hvala za povabilo. Lep pozdrav vsem. Ko me je Ksenija nagovorila, če bi bili mi pripravljeni njeno knjigo objaviti, sem se najprej začudil, da se čas sprašovati, kaj je skupnega med nami, med mamo, ki nikoli ne bom dal kravate gor več, da se zaprisegel, ki vemo, da sem zelo kritičen, glede marsičesa, kar se danes dogaja, predvsem na Zahodu in tako imenovane Evropske unije. In potem smo pa razmišljali in brali te kolumne in tako, kot je Vesna rekla, to izraz kolumne ni pravi izraz. V teh pripovedih zveni glasba. Ksenija je glasbenica. In kaj je tisto, kar povezuje Sanje in Ksenijo in to knjigo, je to, kar zaključuje podnaslov te knjige Kultura srca. To je nekaj, kar povezuje Prešerna, Pamuka, Dušo Počka, Ksenijo Benedikt. To je nekaj lepega. To je nekaj, kar danes pravzaprav sploh še daje upanje za ta svet, v katerem res ne vemo več, kaj gre. Tako da vesel sem tudi, da se to začutim moji sodelavci, od Darinke Lamut, ki je v bistvu prava urednica te knjige, besedilno, do Tajde Pavletič, ki je z izjemno predanostjo in občutljivostjo oblikovala knjigo, do seveda sodelavcev, ki si jih ti povabila, Aleksandra, ki je ilustracija in tako, do tiskarja, ki ga moram res pohvaliti, Non Parel se je izjemno potrudil in redko kdaj vidiš, da tudi tiskar se prav smehlja, ko knjigo oddane, to je pa res nekaj. Tako da predlagam, da z občutljivostjo tako tudi vzamete v roke in preberate in uživate v njej, kajti slišite glasbo. Hvala. Zdaj pa se seveda vabim tukaj na mojo levo še direktorico Primorskih novic, gospo Patricijo Ukmar. Prosim. Zelo malo krajša. A je to sploh mogoče? Ja, moški so hitri pa navadi, ne? V glavnem, no, tako se hoče reči. Ko smo začeli z objavo, ne bom rekla kolumen, s temi zgodbami v našem časopisu, v sobotni izdaji Primorskih novic, smo takoj zaznali, da je to obogatitev za naš časopis. Lepe vsebine, berljive, prijetne, bralci in bralke in tudi vsi mi smo jih odlično sprejeli. Bilo je prebirano tako v časopisu kot na družbenih omrežjih. In ko se je porodila ideja, da bi se ta zgodba nadaljevala v knjigi, smo jo z navdušenjem sprejeli. In moram reči, da smo veseli, da smo del te naše zgodbe. To ali to? Nobena, obe sta ne dotaknili. Ne, pa sem počakala, kajti v eni od kolumn
je Ksenija zelo krcala gospodično glasbenico, ki je nastopala skupaj z Johnom Malkovičem v Filharmoniji in sicer zato, ker je vmes med nastopom pila vodo. Ne. Pila med nastopom je bila v publiki, sedela je zraven mene in je pila vodo klasična glasba je bila, no. Ni glih šlo. Nisem okrcala tako močno, jaz lepo povem. Ja, jaz sem mislila, da je bila najmanj izvajalka programa, zgleda, da se mi je to kar pomešala, ker je bila tako napadena, no? Je drzala popiti malo vode med Šostakovičem. Ja, ne vem, kaj je bil valje. No, zato sem počakala. Skratka, Ksenija, zdaj genezo vsi poznamo, ne? Ampak odkot je ta potreba, da izpisuješ te dogodke? Kdaj si to začela pravzaprav? Takrat, ko me je najprej Saša Dravinec, potem pa Antiša Korjan, glavni urednik Primorskih novic, obiskal, pri meni sem bila še šefinja, in mi je rekel, da bi pa oni si želeli, da bi jaz to pisala na 14 dni, pa da bi pisala jaz o lepem vedenju in bontonu. In jaz sem rekla, dragi Antiša, jaz sem to knjigo že napisala, debela je 460 strani, ni je več, 10 let nazaj in ne bi še enkrat, niti tako drobce. Lahko pišem o lepem vedenju, o odnosu do ljudi, skozi neke zgodbe, ampak mi je treba pustiti, da sem svobodna in v jeziku in tudi v kakšnih kritičnih detajlih družbe. Tako da Antiša mi je to dovolil in sva se pol tako dogovorila in pol je pa kar samo prišlo. Potem so se dogajali dogodki in iz dogodkov sem jaz pol pač pisala, ne. Boris ve, enkrat smo šli, pa z Aleksom smo šli, v Kopru sem parkirala tam čez ene črte in je ena gospa iz drugega nadstropja začela vpiti, skočila sem v lekarno in tisto je bilo parkirišče, ki je bilo rezervirano za stanovalce, nič hudega ni bilo, ker je bilo čisto prazno in je začela vpiti name z balkona, da sem mi rekla teta Google, ki je spremljala, ne, dogajanje, in ko sem prišla z lekarne, je začela vpiti, no skratka, in pol je nastala zgodba o tem, pol, ko smo šli v Kjodžo, je nastala zgodba o tem, ko smo šli na morje, je nastala zgodba o družbi pod drevesom, tako. Ampak skratka, Primorske novice in Antiša Korjan so bili krivi, da si ti... Saša Dravinec, tudi prvi, ki je bil moj sošolc v srednji šoli. Ja, ampak jaz si predstavljam, da nekdo, ki piše na tak način, da je pisal že kot najstnik, svoj dnevnik, oziroma da je imel neke literarne ambicije, ne. Glasbene si imela, vemo, da sta bila s pokojnim doktorjem Andrejem Marušičem v bendu Bela čokolada, kdo še ne ve, sem verjetno že vsi vse vejo. Rokerica Ksenija. Pa dobro. Ja, ampak pisanje me zanima. Kdaj se je to sem hotela vprašati že na začetku, kdaj se je to zgodilo? V 3. letniku gimnazije. Ker takrat, ne, jaz sem izdala eno pesniško zbirko skupaj še z dvema iz gimnazije, z naslovom Tramontana, ki je hecna, ker Boris, ko jo je bral pred kratkim, se je tako nasmehal, ker ena pesem je bila Pridem takoj. To je bila ena pesem. Pridem takoj. Je bilo še več drugih, nekatere tudi daljše, malo proze in tako, takih jaz sem stvari. Dobila sem nagrado za neko nadobudno mlado pisateljico nekje. Tako da takrat je Hink, pisatelj, mi to nagrado dal nekje v Celju. Tako da to so bili tam meni zametki. Pol pa sem šla, ne, življenje gre in to odpelje drugam. Tako kot to opazujem tudi na družabnih omrežjih, ne, pa tvoje delovanje, pa fotografije, ki so bile tudi razstavljene na temo. V bistvu imaš izjemen občutek za duh časa. Ne. A se to človek s tem rodi, si to izpili v protokolu, kar mogoče celo malo dvomi, ali pač? Mladost in zaznavanje trendov, tudi socialnih krivic, vsega, kar je v tistem trenutku najbolj preče, se zdi, da ujameš in zapišeš v eno takšno zgodbo, ki lahko rečemo že literatura. Jaz ne vem, kako se to zgodi, jaz kar napišem. Ne vem, to se zgodi, se usedem na računalnik doma ali v Kopru ali kje pa pišem. Pa je. Kaj bom še? Sigurno, tako da sem vesela, da knjige, da je prihodnost tudi v knjigah, upam, da resno. Počutiš, da je treba... Prosti, ta socialni čut sem imela pa odvedno, to so mi pa
starši not zasadili, ne. To sem imela pa odzmeraj. Pa ta odnos do ljudi v bistvu.